V prejšnji epizodi. Aleš je bil mlad mož, ki si je uspešno utiral pot na področju stand-up komedije. Nekje na svoji poti je naletel tudi na Joškota, prikupnega fanta s kmetije, s katerim sta se hitro ujela. Aleš je Joškotu ponudil pomoč pri tem, da tudi sam postane stand-up komik. Dajal mu je veliko svojih nasvetov, spodbud in svojega časa, ter z njim nesebično delil veliko svojega znanja. Podaril mu je tudi veliko vstopnic na njegove predstave in mu vselej plačal kosila in imenitne zabave. Joškotov odnos z Alešem kmalu postal samoumeven in samoumevno mu je postalo tudi Aleševo nesebično deljenje svojega znanja. To je Aleš opazil in ko je končno postavil meje, s katerimi je želel doseči bolj zdravo ravnovesje odnosa, je Joško začel spuščati svoje maske. Aleš je spoznal, da se za masko kmeta skriva pravzaprav nekdo drug. Raziskovanje njunega odnosa mu je prineslo veliko novega znanja o izkoriščevalcih in to znanje je delil tudi na eni od svojih predstav. Naivno je upal, da si bo Joško to predstavo ogledal in ga bo po predstavi končno razumel ter mu tudi priznal, da je bil preveč izkoriščevalski. A po predstavi Joškota v avli ni bilo videti. Ko so vsi odšli, je Aleš vzel svoj plašč in se odpravil skozi zadnji izhod domov. A zunaj, na ulici, ga je pričakalo grenko presenečenje. Bil je Joško in bil je jezen. Aleš, zdaj vidim, da si ti pravi hudič. Šel sem skozi težko in burno obdobje, čez nevihto, ko sem se utapljal v globini in temi. Boril sem se in poskušal priplavati na površje. Ti si bil z mano in mislil sem, da mi boš pomagal rešiti situacijo. Ampak ne, ti, egoistični Aleš, si gledal le nase. Mislil si, da te želim ustaviti na poti, a takrat, ko sem jaz rabil še največ pomoči, si me pustil samega. Predstavil si se kot zmagovalca, mene pa si potisnil še globlje na dno. Hvala, Aleš, ker si mi zdaril nož v hrbet, ko sem to najmanj pričakoval in potreboval. In to od nekoga, ki naj bi imel neko poslanstvo na tem planetu. Hvaležen sem sebi, ker sem zmagoslavno sam priplaval na to površje in sem bolj močen kot kadarkoli prej. Udaljavo zrem s ponosom, ker vidim, kakšno delo sem naredil. Diham, svobodno, ponosno. Zdaj pa te gledam in vidim vrtinec in v njem tebe, kako se vrtiš v krogu, kot bi v njem obstal. Veš, prav lahko bi mi pomagal še naprej in oba bi zadihala. Tedaj bi ti lahko pomagal splavati do skal in bi se oba spočila ter uživala v najinih uspehih. Ampak ne, ti mi nisi dal te priložnosti. Raje si sebe porinil na površje, da bi mene potunkal še globlje. Če je to pot, kako uspeš in zrasteš v tem poslu, potem je to svinsko grda izbira. Veš, raje sem pošteno in ponosno priplaval sam na površje, kot da bi pustil tebe, ogabnega parazita in izkoriščevalca, zmagati na tak način. Kljub temu, da si mi zaril nož v hrbet, te nisem javno razglasil in govoril slabe stvari o tebi. Nisem te blatil, kot ti počneš to zame. Srečen sem, da sem sam splaval na površje. Ponosno zrem v daljavo, v mojo širjavo, ker vidim svoj uspeh, zdaj, ko se umaknila tale senca. Ne potrebujem takih ljudi, ki me tunkajo v globine, ko najbolj potrebujem njihovo pomoč, da sami navidezno blestijo v očeh drugih. Če misliš, da je to prava pot do zmage, ti želim veliko sreče. Hvala ti za to lekcijo, Aleš. Veliko si mi naučil s tem in zdaj zaključujem in se od tebe poslavljam. Adijo! Aleš je bil v šoku. Glede na znanje, ki ga je pridobil o izkoriščevalcih, je sumil, da bo Joško morda odreagiral agresivno, vkolikor so bili njegovi nameni že ves čas izkoriščevalski. A kljub vsemu take reakcije Aleš ni pričakoval. Globoko v sebi je še vedno upal, da se je že ves čas motil in je Joško v resnici dobra oseba. Vendar Aleš se ni motil. Joško je bil izkoriščevalec brez pare in povezan je bil s temnimi silami podobnih ljudi, ki so se na grde načine okoriščali dobrih duš. Kljub vsemu pa je bil pripravljen tudi na to, da bo Joško morda odreagiral zelo grdo in zelo agresivno. V njemu se je prebudila jeza. Ni mogel verjeti besedam, ki jih je pravkar slišal, a vseeno je poskušal ostati miren. Stekel je za njim, da bi mu povedal svoje misli. Joško, reagiral si točno tako, kot reagirajo izkoriščevalci. Nisem te javno izpostavljal in nisem te blatil. Sam si se prepoznal v moji predstavi. Nisem omenil niti tvojega imena, niti tega, kdo si ti. S to svojo reakcijo si zdaj pokazal, da sem naredil pravo stvar, ko sem odšel iz tvojega življenja. Anko, ki se tudi veliko druži z mano, je odreagiral popolnoma drugače kot ti. Bil je zaskrbljen,
Želel sem jo odkupiti, celo opravičil se mi je in prav s tem je dokazal, da ni izkoriščevalec kot ti. Ker mi sam nisi želel dati svojih lekcij, sem jih dobil, ko sem preučeval najin odnos in s tem znanjem sem čutil, da imava zdaj poravnane račune. Vso tisto energijo, ki si od mene počrpal in me nisi vrnil, sem dobil preko tega znanja. Si mi kdaj povedal, da rabiš pomoč? Nisi mi tega povedal. Kako lahko od mene pričakuješ, da bi ti pomagal? A nisi sam pametoval o pričakovanjih in kako ne smemo ničesar pričakovati? Nisi me upal prositi za pomoč, ker si vedel, da si me že preveč izkoriščal in bila bi to le kaplja čez rob. In zdaj mi očitaš, ker ti ne želim več pomagati. To je izkoriščevalsko, Joško. Če bi mi povedal, da rabiš pomoč, bi skupaj razmislila, kaj lahko narediva. Ampak veš, kaj bi se zgodilo, če bi ti pomagal? Potisnil bi me na dno, ti pa bi sam užival v svojih uspehih. Tak si in za svojim obnašanjem danes si to le še dokazal. Se kar bežiš pred mano in mi ne prisluhneš. Aleš je zadihano ustavil svoj korak in opazoval Joškata, kako izginja v temo. Bil je potrt. Vedel je, da se bo kaj takega zgodilo, če se bo izkazalo, da je Joško pravi izkoriščevalec. Ampak upal je, da se moti. Upal je, da je Joškota to slavje le nekoliko preveč zapeljalo s poti in ni zares vedel, da preveč izkorišča. S težo v srcu si je priznal, da se je o njem že dolgo časa motil. Na poti domov je Aleš veliko razmišljal. V njem se je prebudila jeza. Jeza nad tem, da je bil tako neumen in je dovolil, da ga je Joško tako zapeljeval. Ni razumel, zakaj Joško ne želi sprejeti dejstva, da se Aleš ob njem počuti izkoriščenega. Ko je prišel domov, se je usedel za mizo in mu napisal dolgo pismo. Napisal je vse, kar je čutil, brez dlake na jeziku. Bil je bolj iskren kot še kadarkoli prej. Napisal je točno tako, kot je čutil v sebi, da je prav. Ni se oziral, če bo Joškota užalil ali prizadel s svojimi besedami. Napisal je pismo iz srca in odšel je k njemu domov ter mu pismo potisnil v nabiralnik. Aleš je še kar premišljeval o Joškotu. Celo noč je v mislih premljeval dogodke iz preteklosti. Začele so se razkrivati vse laži, ki mu jih je Joško povedal, da bi se mu zasmilil. Zares se je počutil, kot bi bil v vrtincu, ki ga je Joško opisoval. In takrat je spoznal, da ga je prav Joško potisnil v ta vrtinec. Ampak vedel je, da bo zmogel. Vedel je, da je močnejši od Joškota in napisal mu je še eno dolgo pismo, šel do nabiralnika in ga odložil Joškotu v branje. In Aleš je še kar premišljeval. Ni mogel razumeti, kako je možno, da je Joško tako hudoben. Zdelo se je, kot bi se Aleš želel vedno znova prepričati, da je Joško na vse zadnje dobra in srčna oseba, le nekje na poti sta pač malce zašla. In napisal mu je še eno iskreno pismo ter ga odložil v Joškov nabiralnik. Ampak Aleš je še kar premišljeval. Še kar ni mogel razumeti. Mučilo ga je in mučilo. Spraševal se je, če je morda on tako slaba oseba, če je res naredil kakšno grdo napako. A bolj kot je razmišljal in premljeval pretekle dogodke, bolj je dojemal, da je Joško pravzaprav ena navadna baraba. V Alešu je jeza vse bolj naraščala in napisal mu je še eno pismo, tisto zadnje pismo, ko je čutil, da je v njem še tista ena stvar, ki jo je Joškotu želel povedati. Pismo je odložil v nabiralnik in končno se je počutil razbremenjenega. Aleš je kljub vsemu v pismih poskušal ostati kar se da spoštljiv in prijazen, kljub neizmerni jezi in razočaranju, ki sta vrela v njem. Ko je pisal pisma, se je vedno oziral tudi nase in iskal svoje napake. Povedal mu je, da je tudi sam kriv, ker je dovolil, da ga je Joško tako izkoriščal. Sam je dovolil, da je šel tako daleč in žal mu je bilo, da že prej ni potegnil črte in postavil boljših meja. A kaj, ko se mu je Joško tako smilil zaradi njegove težke zgodbe? In na vse zadnje je v njem videl potencial. Potencial, ki ga v resnici ni bilo. Po dolgem preučevanju tega odnosa je prišel do spoznanja, da ga je Joško sicer res dobro izkoriščal, a Aleševo toplo srce, ki je bilo vedno pripravljeno odpuščanja, mu je dalo vedeti, da mora Joškotu ponuditi pomoč in pogovor, če si bo tega Joško želel. Predvideval pa je, da se Joško ne bo želel soočiti, saj ga je Aleš pravzaprav razkrinkal. Naslednjega dne se je Aleš odločil, da se bo udeležil Joškove predstave. Želel je preveriti, če bo na predstavi omenil njuno situacijo in bo tako morda izvedel, če je sam še kje naredil napake, ki jih prej ni videl. A pričakalo ga je grenko presenečenje. Joško je Alešu prepovedal vstop v dvorano.
To je Aleša vznemirilo, saj ni mogel verjeti, da je Joško res tako podla in nesramna oseba. Hitro je našel rešitev, se preoblekel, si nadel lasuljo in se prismuknil na njegov nastop pod drugim imenom. Ostajal je v ozadju in situacijo le zdaleč opazoval, saj ni imel namena Joškota vznemirjati. Predvideval je, da mu je na predstave prepovedal prihajati predvsem zato, ker se je bal, da ga bo javno obtoževal in mu na tak način želel uničiti njegov mali uspeh in ponos pred njegovim malim občinstvom. Seveda pa Aleš ni želel Joškotu škodovati. Želel ga je le razumeti in razumeti tudi sebe, če je še kje naredil napake, ki jih sam ni videl. Iz prve predstave se je vrnil nekoliko razočaran, saj Joško ni posebej omenjal njune situacije. Njegova predstava je bila taka, kot v glavnem vse do zdaj. Dnevi so minevali in Aleš je vsak dan z navdušenjem preveril nabiralnik, če bo v njem našel Joškovo pismo. A pisma ni in ni bilo. To, da je bil Joško do Aleša popolnoma neodziven, ga je jezilo, a dalo mu je tudi zavedanje, da se Joško z njim ne želi pogovarjati, saj ve, da je naredil napake, ki si jih ne želi priznati. Vse bolj ga je mučilo vprašanje, kako se je lahko Joško tu tako zmotil. Redno je hodil na vse Joškove predstave, da bi poskušal ugotoviti, kako Joško razmišlja, zakaj se ne želi z njim pogovoriti in kje je sam v tem odnosu naredil napake. A razen tega, da je Joško svoje nastope ponavljal kot pokvarjena kaseta, drugih informacij ni dobil. Dojel je, da se je Joško odločil njun odnos in situacijo popolnoma ignorirati. Zdelo se je, da je to skušal popolnoma izbrisati iz svojega življenja. Alešu pa ni bilo jasno, zakaj to počne. Preučeval je njegovo obnašanje in preučeval je njegove nastope. Kmalu pa je Aleš spoznal resnico, ki ga je nepričakovano presenetila. Spoznal je, da je Joško povezan s temnimi silami podzemne mafije, ki je med ljudstvo vlivala skrite laži. Zazdelo se mu je, da so mafijci Joškota morda navidezno napeljali na to pot, saj je o Joškotu vedno imel dobro mnenje in nikoli si ni mislil, da je povezan s podzemnimi silami. Zazdelo se mu je, da so Joškota zapeljali in prevzeli z lažmi, ki jim je Joško naivno nasedel. Bilo mu je hudo ob tem, saj se je Alešu še vedno zdelo, da je Joško v resnici dobra in srčna oseba. Ni čudno, da je Joško name deloval tako izkoriščevalsko. Zagotovo so ga zapeljali in zavedli. Moram ga rešiti, še preden bo prepozno, je pomislil Aleš in se odločil Joškota še naprej spremljati ter ga opozoriti, če bo zaznal nevarnost. Aleš je že od nekdaj spremljal in preučeval delovanje podzemne mafije. Delovali so načrtno in med ljudi so vlivali laži. Zaradi teh laži pa so ljudje ves čas ostajali ujeti v svojih situacijah, slabih krogih in v nezmožnosti doseganja večjih potencialov. Poslanstvo, ki ga je Aleš čutil v sebi, je bilo to, da preko humorja razkrije njihovo delovanje in tako ljudi spodbudi k temu, da ne nasedajo več njihovim lažem, ampak da svojo moč najdejo v sebi ter jo tako širijo med druge ljudi. Bil je dovolj pogumen, da se je smukal po njihovih rovih, iskal njihove prikrite vzorce ter jih na sproščen način širil med množice. Prepričan je bil, da so Joškota zapeljali z bliščem in lažnimi obljubami. Odločil se je, da ga bo opazoval, spremljal ter mu, če bo zaznal kaj sumljivega, o tem takoj tudi poročal. A seveda moral je ostati previden, saj je vedel, da Joško ne bo kar tako izpustil svoje trme, ampak bo na vsak način želel dokazati ravno nasprotno ali pa še naprej ignorirati situacijo. Bil je namreč okužen z njihovo temno energijo. Med vsem tem raziskovanjem je Aleš spoznal veliko novih odkritij o podzemni mafiji. Prav zaradi odnosa z Joškotom se je uspel dokopati do zelo vrednih informacij, s katerimi mafija slepi ljudi. To se mu je zdelo neverjetno odkritje, ki mu je razkrilo še nekaj čudovitega. Spoznal je, kako se dokopati do svoje ljubezni, Sofije, ki mu je pred letom dni brez besed in brez razlage zaprla vrata pred nosom. Poslal ji je pismo in ji povedal, da je spoznal, kje je naredil napake, saj se je pravkar znašel v podobni situaciji, le da je tokrat imel moč in se dokopal do skritih informacij, ki so mu uspele razvozlati uganko. Sofija je bila nad njegovimi odkritji navdušena, saj je tudi sama že leta spoznavala in naskrivaj preučevala podzemno mafijo temnih sil. Nekega dne ga je obiskala na domu in takrat se je med njima vnela strastna, goreča ljubezen. Skupaj s Sofijo sta na plano privlekla vse svoje ugotovitve o temnih silah, ki zaslepljuje ljudi, in začela situacijo globlje preučevati.
Odločila sta se, da bosta skupaj napisala knjigo in vse ljudi posvarila o nepoštenostih, ki se dogajajo pred našimi očmi, a jih večina ljudi v resnici sploh ne vidi. Aleš in Sofija sta skupaj preučevala akcije temne mafije in tudi Joškove nastope. Kmalu sta ugotovila, da je Joško sodeloval s temnimi silami, še preden ga je Aleš zares poznal ter se z njim začel tudi družiti. Sofija mu je potrdila, da je on zagotovo pripadnik podzemne mafije, ampak Aleš tega ni želel verjeti. Predvsem ne zato, ker si zaradi ponosa ni mogel priznati, da je res naredil tako veliko napako in popolnoma napačno ocenil Joškota. Ni mogel verjeti, da je nasedal vsem njegovim lažem in prevaram, kljub temu, da jih že leta preučuje. Sofija je vedela, da si Aleš tega ni zmožen priznati, zato je dovolila, da še naprej odkriva detajle in bo tako prej ali slej sam prišel do tega grenkega spoznanja. Prišel je dan, ko je bilo vse jasno kot beli dan. Ampak Aleš si določenih resnic še kar ni želel priznati. Želel je verjeti, da se moti glede vseh novih spoznanj, ki jih je odkril o Joškotu. In želel se je z gotovostjo prepričati, ali je vse to, kar je spoznal, čista resnica. Dvomil je, da je bil Joško že od samega začetka del podzemne mafije in dvomil je, da ga je Joško spretno zapeljal in izkoristil že s prvo pohvalo, ki mu jo je namenil. Odločil se je in s Sofijo zasnoval posebno pismo, preko katerega sta želela Joškota zmesti ter dobiti dokaz o tem, kdo je Joško v resnici. Aleš je Joškotu napisal pismo, v katerem mu je omenil, da ga je spremljal, preučeval in pod krinko gledal njegove nastope. Napisal mu je, da si zelo želi, če bi se skupaj pogovorila in našla srčno spravo. Aleš je namreč še vedno upal, da se o vseh odkritjih pravzaprav moti in bosta s pogovorom končno uspela Joškota rešiti podzemne mafije. Aleš mu je v pismu dal nekaj opcij. Dal mu je opcijo, da se sestaneta in pogovorita, opcijo, da si Joško vzame še nekaj časa in zbere svoje misli ter se šele nato pogovorita, opcijo, da mu Joško sporoči, da ne želi imeti več nobenih opravkov z njim in opcijo, da ga še naprej ignorira. A opomnil ga je, da bo v primeru ignorance Aleš zaključil njun odnos z dejstvom, da je Joško resnično del podzemne mafije in je totalno plehka oseba, ki zavaja ljudi. Pismo mu je pomagala sestaviti Sofija, saj je vedela, da bosta Joškota na tak način zvabila v lastno past. Podzemna mafija se namreč vedno zakriva in nikakor ne želijo priznati, kakšni so v resnici, saj bi tako sicer izgubili svojo moč. Aleš, ta plan je odličen, verjemi. Če ti je Joško zares zameril, če si zares naredil neko grdo napako proti njemu, ti niti na to pismo ne bo odgovoril. Tako kot ti ni na nobeno do zdaj. Vkolikor je njegova vest čista, mu bo čisto vse eno, kakšno mnenje imaš o njem. Če ve, da sam ni del podzemne mafije in je iskrena oseba, ne bo imel namena dokazovati nasprotno. Še naprej te bo ignoriral in se delal, da ne obstajaš. Vkolikor je ujetnik podzemne mafije, mu boš s tem pismom dal upanje, da se lahko reši, če se s teboj sestane. Če je član podzemne mafije, se tega dobro zaveda, a se želi rešiti, ti bo napisal, da potrebuje čas, saj bo moral razmisliti, kako se sestati s tabo, ne da bi šefi podzemne mafije to izvedeli. Če pa je Joško resnično pomemben člen podzemne mafije, se tega zaveda in deluje pod krinko navideznega srčneža, ti bo na ta mail odgovoril, a se s tabo ne bo želel sestati. S tem bo želel oprati svoje ime pod pretvezo, da je šel naprej. Ne bo mogel sprejeti dejstva, da misliš, da je del podzemlja in tega, da ga imaš za plehko osebo. Če je res del mafije, bo odpisal, a te bo zavrnil. To je ključ, s katerim bova ugotovila, kdo je Joško v resnici. Se popolnoma strinjam s tabo, Sofija. Bolelo me bo, če mi odgovori, a zavrne pogovor. Upam, da so te najine ugotovitve o Joškotu napačne in se bo želel sestati z mano. Aleš, enkrat, ko postaneš del temne podzemne mafije, si tako zaslepljen, da težko najdeš pot iz nje. Če je Joško del podzemne mafije, sta bila njegova dobrota in skromnost, ki si jo pri njemu videl, le maska, s katero te je zapeljal in izkoristil. Sofija, ne morem verjeti, da sem bil tako slep. Ne skrbi, Aleš, važno je, da zdaj vidiš. Pošlji mu pismo in bova videla, kaj se bo zgodilo. Ampak tudi mi dva zdaj njega zavajava z lažnimi opcijami. Ne vem, če je to prava pot. Klin se s klinom zbija, Aleš. Drugače se ne da. Če hočeš mafijo spraviti v past, moraš delovati tako, kot deluje mafija, z lažmi in prevaro. Misliš, da ne obstaja druga pot? Ne, Aleš, nehaj se slepiti.
Temne sile so temne sile. Oni ne poznajo srčnosti in prave ljubezni. To vem, ker sem bila tudi sama njihova ujetnica. Bila sem okužena z njihovim delovanjem, zato sem ti takrat zaprla vrata. Ustrašila sem se resnice, ki si jo ti prinašal v svet. In takrat sem začela njihovo delovanje raziskovati tudi sama. Odkritja, do katerih sem prišla, so bila neverjetna, a nisem imela moči, da bi se ti oglasila in se opravičila. Hvaležna sem, da si mi dal novo priložnost in pristopil do mene. Rešil si mi te temne ječe, ki zabriše zdrav človeški Hvala ti, Aleš. Aleš je Sofijo močno objel. Čutil je, da je našel pravo pot in močnega zaveznika. Pogledal jo je s solzami sreče v očeh ter jo poljubil. Aleš in Sofija sta Joškotu v pismu napisala, naj se javi v roku 3 dni. Vedela sta, da ko sodeluješ z mafijo, moraš v njih ustvariti občutek pritiska. Ljudje, ki niso iskreni, pod pritiskom razmišljajo hitro in površno, posledično pa naredijo usodne napake, ki razkrivajo njihove laži. Ljudje, ki so iskreni in srčni, se pritiska nikoli ne ustrašijo, saj vejo, da je v pritisku skrita resnica. Ni dolgo trajalo, ko je Aleš že prejel pismo v svoj nabiralnik. Zanimivo, Sofija, Joško se je že javil. Daj, poglej, kaj je napisal. Pozdravljen. Sporočam ti, da zavračam tvojo ponudbo, ker mi pogovor ni v interesu. Nimam nobenih zamer, ampak sem se odločil iti svojo pot. Srečno na tvoji poti, Joško. Alešev obraz je prebledel. To je bil dokaz, da je bil Joško že ves čas del podzemne mafije in je Aleša le spretno zapeljal. Super, zdaj imava dokaz, je rekla Sofija. Ampak, Sofija, je Aleš nadaljeval s stisko v srcu. Še vedno ne morem verjeti, da je Joško res tak gnoj. Kako sem bil lahko tako slep, kako? Je Aleš komaj zadrževal solze. Nikar si ne očitaj, Aleš. Podzemna mafija je pretkana in zavajajoča. Hitro te omamijo in zaslepijo z njihovim podcukranim in lažnim pristopom, ne glede na to, kako dobro poznaš njihove zvijače. Ne skrbi, to je dokaz, ki sva ga iskala. Aleš je po tem dogodku še naprej premišljeval o odnosu z Joškotom. Nikakor si ga ni mogel zbiti iz glave. Preučeval je vse njegove pristope in poskušal ugotoviti, kdaj in kako ga je Joško zapeljal, da sam tega nikoli ni opazil. Sofija je videla, da Aleš še kar ne more sprejeti resnice o njegovem prijatelju, ki to v resnici nikoli ni bil. Videla je, kako ga boli to spoznavanje grenke resnice. Ves čas je bil odsoten, premleval je dogodke znova in znova. Nekajkrat je obiskal tudi kakšno Joškovo predstavo in nekega dne je prišel domov popolnoma prebledel. Kaj ti pa je? Izgledaš kot duh! Je prestrašeno vzkliknila Sofija, ko je Aleša zagledala doma. Bil sem na Joškovi predstavi. Rekel je, da je on prinašalec svetlobe in ljudje nagovarjal, naj se pred temo zaščitijo, naj jo ignorirajo in ponujajo svoje izdelke, ki naj bi pri tem pomagali. Brisali so jim karmične dolgove pod pretvezo, da trgajo karmične vezi. Obljubljali so jim darila, vkolikor pripeljajo nove ljudi v skupnost. Ljudem se je zasvetil blišč v očeh. Zaljubili so se v lažno predstavo sreče in obilja. Postali so popolnoma podložni lažnim utvaram, obsedeni z lažnim bliščem. Njemu so se prepustili, on pa jih je vse na nevidi niti privezal. Aleš, ne obremenjuj se. Kdor vidi resnico, ne bo nasedel. Kdor verjame lažem, pa bo nasedel, a tudi to se mora zgoditi. Le tako lahko pride do spoznanja. Na neki točki bodo videli in začeli se bodo boriti za resnico, svobodo in čisto ljubezen, ki v njihova srca prinese tisto pravo moč. Tudi ti sprva nisi videl resnice o Joškotu. Pustil si se zapeljati, a zdaj vztrajaš in boriš se za to, da najdeš resnico in ustvariš pravico. Vendar ne moreš pomagati vsem. Pomagaj najprej sebi in ko boš ti videl, boš lahko pomagal videti tudi drugim. Imaš prav, Sofija. Res je tako, je Aleš zaključil z žalostjo v srcu. Aleš se je po tem dogodku odločil, da bo na svojih predstavah ozaveščal ljudi o prevarah temnih sil podzemne mafije. Ko je naznanil prvo tako predstavo, je že teden pred začetkom uspel prodati ogromno kart. Veselil se je tega dne in se na predstavo dobro pripravil. A ni pričakoval, kaj vse bo to prineslo s seboj. Na dan njegove predstave so se v dopoldanskem času po mestu zgodili 3 manjši ropi. To je bilo zelo nenavadno za tako miren kraj, zato je med meščani zavladal preplah. Na predstavo jih je prišla le peščica. Aleš je takoj posumil, da nekaj ni v redu, a vseeno se je odločil izpeljati predstavo tako, kot si je zamislil. Tekom nastopa je okrog sebe čutil neprijetne energije, kot bi ga obdajal nenavaden hlad.
Večkrat se mu je celo zavrtelo in zdelo se mu je, kot bi bil omamljen. Bolj kot se je predstava bližala koncu, teže je Aleš dihal. Čutil je, da ga zebe, a hkrati se tudi potil. Pomislil je, da se ga morda loteva gripa. Uspelo mu je predstavo spljati do konca in ljudje, ki so si jo gledali, so bili nad njo navdušeni. Aleš se je kmalu odpravil domov in takoj, ko je prestopil prag svojega doma, se je v trenutku počutil bolje. To ga je presenetilo. Ni razumel, zakaj se je na odru počutil tako neprijetno. Pomislil je, da je bil v dvorani morda le slab zrak. Naslednjega dne se je Aleš odpravil po mestu, saj je imel nekaj opravkov. Ves čas pa ga je premamljal nek čuden občutek. Kot bi mu nekdo sledil, kot bi ga nekdo opazoval. Večkrat se mu je zazdelo, da je za seboj zaslišal šepet, a vsakič, ko se je obrnil, ni bilo nobenega ali pa je zagledal zgolj nedolžnega človeka, ki je hitel v svojem ritmu. Čudni občutki, ki jih je čutil, so ga začeli skrbeti, a skušal se je prepričati, da si vse to zgolj domišlja. Stopil je v trgovino in si nabavil nekaj stvari. Ko je čakal v vrsti na blagajni, pa je za stebrom ob oknu zagledal postavo, oblečeno v temna oblačila in opazil je, da ima v roki pištolo, ki jo je usmerjal vanj. Alešu je prebledela kri. V paniki se je obrnil k prodajalki in iz nemo govorico skušal nakazati, da se za stebrom skriva ropar. A ko je svoj pogled ponovno usmeril proti stebru, ni bilo videti več nobenega. Prodajalka ga je jezno pogledala, ker je v njej ustvaril lažni preplah in ga posvarila, da ima morda privide zaradi ropov, ki so se zgodili v preteklih dneh. Aleš se je počutil osramočenega. Prepričan je bil, da je nekoga videl in nemogoče bi bilo, da bi se ta postava kamorkoli skrila. Zaskrbelo ga je, da ima morda res privide. Na poti domov je o tem premišljeval. Ves čas se je oziral, saj ga je še kar naprej preganjal občutek, da mu nekdo sledi. Ko je pri zeleni lučki prečkal cesto, pa ga je nek avtomobil skoraj zbil. Prestrašil se je in se spraševal, če je morda res preveč zamišljen. Ko se je zvečer vrnil domov, si je skuhal čaj. Usedel se je za mizo in se zazrl čez okno. Nenadoma je v stanovanju zaslišal nenavaden ropot. Kot bi padla metla po tleh. Kri mu je zaledenela in s cmokom v ustih je zaklical: Sofija, si to ti? Odgovora ni bilo. Iz predala je vzel nož in se odpravil proti sobi, iz katere je zaslišal ta zvok. Previdno odprl vrata in pričakoval, da ga bo v sobi nekdo pričakal. A ko je vrata do konca odprl in stopil v sobo, ni videl tam nobenega. Takoj zatem je na tilniku začutil hladno sapo. Silovito se je obrnil, a še vedno ni videl nobenega. Sofija! Nekaj nenavadnega se dogaja, je rekel panično v telefon. Zdi se mi, kot bi me nekdo zasledoval. Nekaj ni v redu. Takoj bom pri tebi. Ne, nikamor ne hodi. Ostani doma. Bom pri tebi čez 15 minut. Zunaj je bilo že temno. Aleš je oblekel dolg črn plašč in si nadel klobuk. Zaklenil je stanovanje in se po skritih poteh odpravil k Sofiji domov. Bil je pozoren na to, da ga ne bi kdo opazil. A v eni od ulic je zagledal temno postavo, ki je stala sredi poti, obrnjena proti njemu. Ustrašil se je. Nekam hitite, gospod, Ga je nagovoril temen, raskav glas. Mudi se mi, po sina grem, je Aleš rekel v zadregi, da bi prikril svojo identiteto. Ko je stopil mimo njega, je opazil, da ima možakar na obrazu nasmeh, ki je odražal hudobijo. Morda gre le za tečnega meščana, je pomislil in hitro pobegnil v ulico za naslednjim vogalom. Srce mu je močno utripalo in ko je gledal pot pred seboj, se mu je večkrat zazdelo, kot da vidi temno figuro, ki ga s hudobnimi očmi ostro opazuje. Ni vedel, če so tole sence, če se mu blede ali mu res kdo stoji za petami. Je Aleš živčno potrkal na vrata Sofijinega stanovanja. Kot si hodil, dolgo ti ni bilo. Ustrašila sem se, da se je kaj zgodilo, hitro stopi not. Smukal sem se po stranskih ulicah, Sofija. Prepričan sem, da mi nekdo sledi. Važno, da si prispel. Razmišljala sem, morda so to mafijci. Želijo te ustaviti pri širjenju njihovih skrivnosti. Misliš?
je Aleš prebledel. Prepričana sem v to. Povej mi vse podrobnosti. Aleš je omenil vse strhljive podrobnosti današnjega dne. Veš, ni naključje, da se je prav na dan tvojega nastopa zgodilo toliko ropov. Prepričana sem, da so želeli ljudi preplašiti, zato da ne bi prišli na tvojo predstavo. Aleš je prebledel. Misliš, da me želijo zapreti ali celo ubiti? Dvomim, Aleš. Tega si ne morejo dovoliti, saj dobro vejo, kakšno moč ima resnica. Želijo te le prestrašiti, zato da bi nehal razkrivati njihove skrivnosti. Aleš je to noč ostal pri Sofiji. Veliko je premišljeval, saj celo noč ni mogel spati. Razmišljal je, če bi se vrnil na stara pota in nadaljeval predstave, kot jih je izvajal včasih. A zdelo se mu je še kako pomembno, da ljudje spoznajo vse grde skrivnosti temnih sil podzemne mafije. Odločil se je, da se ne bo podredil niti njim, niti njihovim ustrahovanjem. Naredil bo vse, kar je v njegovi moči, da njihove laži pridejo na dan, pa tudi, če ga bodo te akcije drago stale. Vedel je, da ga bo Sofija pri tem podpirala. Globoko je vzdihnil, zaprl oči in oddremal še tiste zadnje urice, preden je sonce začelo vzhajati. Kaj je bilo to? Je Sofija panično vzkliknila, ko jo je zvok predramil iz spanca. Aleš! Aleš je zmedeno in zaspano odprl oči. Kaj se je zgodilo? Je vprašal, ko je videl preplašen Sofijin obraz. Nekdo je v kuhinji. Slišala sem zvok razbitega stekla. Je potihem in s strahom v očeh pogledala Aleša. Aleš je takoj vstal iz postelje, previdno odprl vrata in pokukal proti kuhinji. Nikogar ni videl, nato pa je opazil, da je okno odprto, na tleh pa je videl razbito vazo s svežim cvetjem, ki ga je Sofija včeraj postavila na mizo. Morda je bil ptič. Okno sva včeraj pozabila zapreti. Priletel je v stanovanje in zvrnil vazo. Nemogoče, Aleš, zaprla sem vsa okna. Si prepričana? Ja, je v strahu rekla Sofija. Aleš je pogumno stopil proti kuhinji. Nikjer ni videl nikogar. Zaprl je okno in pobral cvetje, takrat pa je na tleh opazil listek, na katerem je bil napis. Pazi se, zapri svoj gobec. Aleš je listek zmečkal in ga hitro skril v žep svojega plašča, še preden bi ga Sofija zagledala. Skupaj sta pregledala še ostale prostore njenega stanovanja, potem pa pobrisala vodo in pospravila steklo. Sofija, domov bom odšel. Prepričan sem, da je bil to ptič. Morda sva okno slabo zaprla in ga je čez noč veter odprl. Ne sekiraj se, vse bo okej. Strah me je, to, da je počela vase, zagotovo neko opozorilo. Sama si rekla, da me ne želijo biti, niti zapreti, a ni tako? Ja, je. Prepričana sem v to. Če že, te bodo želeli tako preplašiti, da se boš ubil ali pa si škodil sam. Ampak vseeno me je strah zate, Aleš. Take stvari se ne bi smele dogajati, to ni okej. Vem in odločen sem, da jih bom pri tem ustavil. Naredil bom vse, kar je treba. Aleš, mogoče se ne bi smel igrati z njimi. Ni vredno. Prosim, Aleš, hitro lahko postane preveč nevarno. Ne skrbi, Sofija. Le ustrašiti se ne smeva in ohranjati morava stik z realnostjo. Si z mano? Sofija ga je roteče pogledala v oči. Vedela je, da Aleša ne bo mogla kar tako ustaviti. V njegovih očeh je videla odločnost, pogum in trdno voljo. Njegov pogled je v njeno srce prinesel mir in občutek varnosti. Izdihnila je, da bi se sprostila in ga tesno objela. Uničiva jih, Aleš, skupaj bova zmogla, je Sofija Alešu zašepetala v uho. Aleš je v prihodnjih dneh večkrat videval temne postave, ki so ga opazovale izza vogalov in se skrile takoj, ko jih je zaznal. Večkrat je imel občutek, da mu nekdo sledi ali pa je na tilniku zaznal neprijetni hladni mraz. A naučil se je, da ga to ni več prestrašilo. Vedel je, da mu temne sile v resnici ne morejo škoditi. Lahko so ga le plašile in vse, kar je moral narediti, je bilo to, da je ta strah vedno znova in znova premagoval. Kljub vsemu pa je bilo Aleševo življenje iz dneva v dan težje in težje. Na njegove predstave je prihajalo vse manj ljudi.
Ni več služil tako kot včasih in večkrat se je tudi zgodilo, da se je kdo iz publike razjezil nad njegovimi teorijami ter v njega zalučal paradižnik ali jajce. Vedel je, da je za to kriva podzemna mafija, ki je trgala njegove oglase, ko jih je obešal po mestu in prenašala grda sporočila ter besede o njem in njegovih nastopih. Imel je vse manj in manj denarja, dokler je že komaj shajal čez mesec. A nič ga ni ustavilo. Odločen je bil, da bo temne sile podzemlja uničil, pa tudi, če bo zaradi tega trpelo njegovo življenje. Še dalje je spremljal Joškove predstave in jih natančno preučeval. Pomirjen je bil, ko je videl, da Joškotu tudi ne gre najbolje. Bil je še neuveljavljen, zato je na njegove predstave prihajalo zelo malo ljudi. A čudilo ga je, kako to, da mu temne sile pri uspehu ne pomagajo. Nekaj tednov kasneje sta Aleš in Sofija skupaj premlevala Joškove korake. Po dobrem pogovoru pa je Aleš spoznal, da je Joškotu pravzaprav izjemno hvaležen, ker se je do njega obnašal tako podlo in ignorantsko. V tej izkušnji je zagledal velik zaklad, saj se je od nje veliko naučil. Joškotu se bom zahvalil za vse to, kar mi je dal s svojimi akcijami. Zahvalil? Ja. Zahvalil se mu bom, kajti prav on je bil tisti, ki nam je odprl glavno pot v raziskovanje podzemne mafije. On je bil tisti, ki je njihove zvijače po nerodnosti razkrinkal. In on je bil tisti, zaradi katerega so dobila ključ do podzemlja in spoznanje, kako uničiti moč temnih sil ter zaščititi vse dobre, čiste in ljubeče duše pred njihovim zlobnim vplivom. Res je, imaš prav. Če ne bi bilo Joškota, se niti mi dva ne bi ponovno združila. Prav odnos, ki si ga imel z njim, nama je veliko razkril. Dal nama je veliko novega znanja. Res sem mu lahko hvaležna za vse njegove grde zvijače. Ja, čeprav, veš, še vedno se mi Joško smili. Morda je globoko v sebi vseeno zelo dobra duša. Morda ga je podzemna mafija zgolj slepo zapeljala in sam ni uspel videti te pasti. Aleš, saj veš, kako je. Če se sam ne želiš rešiti, te nihče ne more rešiti. Ampak jaz sem prepričan, da mu lahko pokažem izhod. Res pa je, da mora sam najti željo, da stopi čez prag. Zaenkrat mu bom napisal le pismo in se mu zahvalil. Aleš je vzel papir in pero ter začel pisati. Zahvalil se mu je, da ga je pretirano hvalil, saj mu je to na začetku dvignilo samozavest. Zahvalil se mu je, da ga je izkoriščal, saj se je tako naučil, kako mora naslednjič postaviti boljše meje. Zahvalil se mu je, da ga je zavajal z lažmi, saj se je tako naučil bolje čutiti ljudi in tudi zaupati svojim občutkom. Zahvalil se mu je, da mu je prepovedal obiskovati predstave, saj se je naučil postati boljši opazovalec. Zahvalil se mu je, da se ni želel z njim pogovoriti, saj je spoznal, da Joško v resnici nima nobene vrednosti. Zahvalil se mu je za vsako bolečino, ki jo je Joško prinesel v njegovo življenje, kajti Aleš se je z njo znal soočiti in pokazala mu je resnico. Čisto resnico. Med pisanjem pisma je Aleš dojel, da Joškotu v resnici ni pomoči in mu sam ne more pomagati. Spoznal je, da si Joško verjetno niti ne želi pomoči in tudi, da je ni vreden. Vreden bi je bil, če bi že od začetka pokazal pripadnost, željo po pogovoru, spoštovanje, interes. A tega Aleš od Joškota ni dobil že dolgo ne. Sploh pa ne od tistega konflikta dalje, ko sta se prvič razšla. Kljub vsemu je svoje pismo zapisal z ljubeznijo in v duhu čiste resnice, kot jo je čutil globoko v svojem srcu. Z vso iskrenostjo, ki jo je premogel. Grdo in lepo. Tako, kot je. Aleš je odnesel pismo v Joškov nabiralnik. Ni pričakoval njegovega odgovora. Čez nekaj ur pa je opazil, da je v njegovem nabiralniku pismo. Odprl ga je. Dragi Aleš, rad te imam. Lep pozdrav, Joško. Aleš je prebledel. Ni mogel verjeti zapisanim besedam. Ponovno je ostal zmeden, saj ni vedel, če se Joško heca ali misli čisto resno. Aleš, več kot očitno je, da je to nova prevara podzemne mafije in njihovih temnih sil. Oni ne vedo, kaj ljubezen sploh je. Mislijo, da so besede tiste, ki nosijo velik pomen. Nehaj si že zatiskati oči pred resnico.
Joško je slepar in misli, da bo s temi besedami ustvaril ponovno bolečino v tvojem srcu, ki te bo prizadela in povzročila, da se mu boš opravičil in klečal pred njim na kolenih. Ali pa misli, da je ljubezen tisto, kar ti manjka in ti jo on navidezno daje zato, da bi se ponovno lahko prisesal nate. Ne bodi neumen, razmišljaj razsodno. Ja, saj tudi je ustvaril bolečino. Ne morem verjeti, da je res tak prevarant. Boli me to. Sprašujem se, če sploh ve, kaj pomeni nekoga imeti rad. Saj me nikoli ni imel sploh rad. Le izkoriščati me je znal in se mi prilizovati, zato da bi pri meni dobil ugodnosti, da bi dobil moje znanje, spodbude, usmeritve. Kakšen lažnivec! Kako sem bil lahko tako slep? Kako? Aleša je preplavila globoka žalost. Še kar ni mogel verjeti, da je Joško v resnici tako podla in grda oseba. Še enkrat je prebral pismo in ob prebranih besedah je v mislih videl njegov hinavski obraz, ko izreče te besede, ki so bile zgolj manipulacija. V Alešu je naraščala jeza. Jeza, da ga neka taka grda podgana tako spretno zavaja. Zavaja njega, njegove misli, njegova čustva in njegovega duha. Vse Joškove laži so ga vrgle v vrtinec misli, iz katerega ni in ni znal najti izhoda. Očital si je, da je sploh dovolil, da je do tega prišlo. Očital si je, da je svoje znanje in dobroto tako odprtosrčno razdajal. Očital si je, da je želel pomagati nekomu, ki vedno išče le izgovore in se postavlja v vlogo žrtve. Očital si je, da je vedno našel sočutje in prostor v srcu za grde ljudi, namesto da bi ta prostor namenil zgolj čistim in ljubečim dušam. Aleš si je očital mnogo stvari, a pozabil si je očitati tisto glavno, najpomembnejšo stvar. Dovolj imam tega kmetavzarja ogabnega. Morava ga ustaviti, Sofija. Ta človek bo na svet prinesel več gorja kot dobrega. In jaz sem kriv za to. Jaz sem mu dal spodbudo. Jaz sem mu pomagal odpreti pot na oder.